Lepo pozdravljeni na najnovejši izvedbi oziroma epizodi oddaje Zmorem. Kot vedno imamo za vas pripravljenega veliko zanimivega. Za začetek bomo šli v Laško, kjer je potekal tradicionalni turnir v namiznem tenisu. To je bil obenem tudi zadnji kvalifikacijski turnir za nastop na Paralimpijskih igrah v Tokiu. Obiskal ga je Matic Burazar. Slovenija se je vnovič izkazala z odličnimi organizacijskimi sposobnostmi in v Laškem priredila pravi namiznoteniški praznik. Od pojava koronavirusa je bil kvalifikacijski turnir za Paralimpijske igre v Laškem največji mednarodni turnir doslej, na njem pa so se dobro predstavili tudi slovenski predstavniki. Več o organizaciji turnirja Gorazd Vecko. Ja, seveda spet izziv, dali smo si en izziv, smo rekli, ta prvi kvalifikacijski turnir sploh za invalide v namiznem tenisu, se pravi, se zgodovina spet piše v Sloveniji v Laškem. In smo rekli, a gremo v to ali ne gremo v to, ker smo vedeli, s čem se pač obadamo, s COVID-19. Moram povedati, da smo srečni, da smo šli v to zaenkrat, mislim, še vedno ni noben pozitiven tukaj. Moram pa reči, da je ogromen izziv, zato, ker moramo biti res previdni glede COVID-a. In moramo tudi vedeti, da je to trenutno največji namiznoteniški turnir, tako za olimpijski ali paralimpijski šport v COVID času. Recimo povem znamenitost, da olimpijske kvalifikacije imele so 110 igralcev, mi jih imamo 220 tukaj, oni so imeli 40 držav, mi imamo 51. Slovenijo so predstavljali Andreja Dolinar, Luka Trtnik, Alen Bečirevič in Primož Kancler. Slednji se je prebil najdlje in tekmovanje sklenil v izločilnih bojih. S Kanclerjem smo se pogovarjali po njegovi drugi zmagi na turnirju. Ja, že v štartu se je vedelo pač, da nasprotnik je dober. Sicer res, da ga že poznam, ampak vseeno vedel sem, da bo napeta tekma. Čeprav malo smo po svoji krivdi zakomplicirali stvari, drugače pa sem zadovoljen, da sem v ključnih trenutkah pač nekaj zvlekel to tekmo. Uspešna izvedba turnirja je navdušila tudi predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komite Slovenije, Damjana Lazarja. Ja, moram reči, da je nekako ITTF kar pričakoval, da bomo mi tisti, ki bomo se nekako uspeli nekako predstaviti vsem temi ukrepi, ki so nas nekako vodili skozi proces. Poleg, se pravi, svetovnega prvenstva, evropskega prvenstva, sedaj tudi prvi kvalifikacijski turnir za paranamiznem tenisu. To je v bistvu res lahko smo Slovenci ponosni za to, da lahko v Sloveniji gostimo vedno znova in največja tekmovanja v paranamiznem tenisu. Navkljub izidom v Laškem pa bo morda Slovenija v Tokiu le imela predstavnika, saj pri krovni zvezi upajo, da bodo dobili posebno vabilo prirediteljev iger za enega tekmovalca. Paralimpijske igre v Tokiu se počasi bližajo, zato nas je zanimalo, kako slovenski parašportniki odštevajo zadnje tedne, tudi dneve morda, do nastopa na olimpijskih igrah na Japonskem. Prispevek Boštjana Belčiča. Po vseh zapletih, ki jih je v naša življenja vnesla pandemija koronavirusa, je bilo odštevanje pred letošnjimi igrami še precej bolj čustveno. Seveda bo pa to leto nekaj posebnega tudi z vidika psihološke priprave, namreč nekateri od naših športnikov ne bodo imeli nekako pripravljalnih možnosti, da bi se pripravili in pregledali in dosegli nekako primerjavo z primerljivimi tekmovalci v njihovih panogah. Ja, sigurno je to kar velika sprememba, kajti športniki tempiramo formo za velika tekmovanja. Ob vsem tem ob nas stojijo trenerji, ki spremljajo našo formo, tako da to je kar velik izziv, predvsem za trenerje in tudi za nas športnike, da ohranimo mirno glavo, mirno kri. V streljanju je to še posebej pomembno, tudi zato, ker so nas v preteklosti prav strelci najbolj razvajali s svojimi vrhunskimi dosežki na največjih tekmovanjih. V Tokio bomo očitno odšli po skoraj 2-letni odsotnosti z vsakršnega tekmovanja. Zadnji nastop je bil oktobra 2019 na svetovnem prvenstvu v Sidneju, tako da bo treba predvsem v Tokiu samem fanta psihološko pripraviti na to, da bosta lahko pokazala tisto, kar sem prepričana, da znate. Če imaš nekaj rad, nekaj delaš z veseljem, če imaš podporo od društva oziroma od organizacij, ki se pač s tem ukvarjajo in seveda podporo doma v domačem okolju, to delaš z veseljem. In teh 30 let je tudi hitro minilo, tako da še delam kar naprej z veseljem.
Zgolj veselje pa v vrhunskem športu žal že dolgo ni več dovolj za uspeh. Lepo je videti, da so tudi v težkih časih pokrovitelji zvesto stali ob strani našim športnikom. Želimo si in navijamo za 50. slovensko medaljo na paralimpijskih igrah. Obenem pa premikamo meje prepoznavnosti športa invalidov in skupaj pripravljamo številne aktivnosti, ki se, verjamem v to, vedno znova dotaknejo src naših kupcev in seveda tudi Lidlove ekipe. Marina Kegla, gluhega tenisača, čakajo dvoboji na Evropskem prvenstvu. Pred odhodom v Grčijo se je z njim pogovarjal Matic Burazer. Marino Kegl, naš vrhunski tenisač, se 19. junija odpravlja na Evropsko prvenstvo gluhih, kjer bo lovil vrhunski rezultat. Turnir bo potekal na Kreti v Grčiji. Marino in njegov oče Darko, ki je hkrati tudi Marinov trener, pa sta se na največje tekmovanje gluhih v tem letu zares skrbno pripravila. Tole Evropsko prvenstvo je precej specifično, saj bi moralo biti izvedeno že maja lanskega leta, ampak zaradi situacije, COVID situacije, so ga z Hamburga prestavili na Rodos in tudi takrat ni bila situacija primerna, zaradi tega, ker ni bilo vsem državam omogočen prihod na samo prvenstvo in so ga zopet prestavili, tako da so ga februarja letos so ga pa prestavili dokončno na Kreto, v Heraklion, v teniškem centru Litos. Morala smo kar parkrat predstaviti te najne, bi rekel, viške, ne? Ker to je največje tekmovanje za njega gluhih v letošnjem letu in smo morali tudi formo tempirati na ta čas. Turnir na Kreti bo potekal na posebni peščeni podlagi, ki je nekoliko počasnejša od tistih običajnih. To je terjalo nekaj dodatnih prilagoditev pri pripravah na turnir. Ja, to je ena specifična podlaga, ne? Reče se hibrid clay court. To je tepih nasut s peskom, ne, in utrjen, tako da podlaga je precej, bi rekel, počasnejša, ne, in je trebalo je taktiko, se pravi, trenirati v tem smislu, da bo čim bolj se prilagodil na igrišče. To smo, bi rekel, uspela. Zaradi koronavirusne krize sta zadnji dve sezoni zelo posebni. Marino pa se zelo veseli, da se vračajo mednarodni turniri na najvišji ravni, saj bo s tem vnovič dobil priložnost, da s ponosom predstavlja Slovenijo. Nazadnje sem na olimpijske igre turnirju gluhih igral septembra 2020 v Prahi in seveda zelo pogrešam velika tekmovanja. Nazadnje je to bilo svetovno prvenstvo v Antaliji oktobra 2019. Torej, 2 leti sta minili, komaj čakam, da se Evropsko prvenstvo v Grčiji začne. Tako Darko kot Marino pred prvenstvom ne želita nepotrebnega pritiska z napovedmi o končni uvrstitvi, cilji pa so vsekakor zelo visoki. Cilji vedno podijo ob meni. Želim si odigrati turnir na najvišjem nivoju, kot ga zmorem in znam. Dal bom vse od sebe, pripravljen sem dobro, za svojo ljubo domovino se bom boril čestno in pošteno. Svoja priporočila sem zaobral Sveti Devisi mestu Kurski, Mariji v domači stolni cerkvi in naj mi Bog pomaga. Marino je trenutno 3. na lestvici gluhih tenisačev, konkurenca na Evropskem prvenstvu pa bo izredna. Od najboljših svetovne lestvice bosta manjkala samo 2. Ja, torej, med glavnimi nosilci sta samo Ekvadorec in Indijec, tako da pomeni, da so vsi 8 nosilcev, je, bi rekel, iz zelo dobrih, širši krog je tam nekje do 15. mesta, tako da konkurenca je, bi rekel, zelo huda, na najvišjem nivoju je vse skupaj, tako da bo kar težko. Za napoved je na koncu poskrbel še Marinov klubski soigralec, ki lahko najbolj odkrito razkrije, v kakšni formi je njegov prijatelj. Marino že dlje časa kaže zelo dobro formo.
Poznam ga že kakšnih 4-5 let, trenirava skoraj vsak dan skupaj, tako da vem, kaj je zmožen in vem tudi, da je zmožen zelo dobrih uspehov na bilo katerem nivoju turnirja. Marinu v Grčiji želimo obilico sreče, o rezultatu pa več v prihodnji oddaji. Prišel je čas za naš kviz, kjer se bosta tokrat pomerila na eni strani morda kar najbolj vsestranski slovenski parašportnik, izkušeni veteran Dejan Fabčič, ki bo svoje 3. paralimpijske igre lovil kot lokostrelec, in na drugi strani kapetan slovenske košarkarske reprezentance na vozičkih, Robi Bojanec. Dobrodošli v našem kvizu, z nami dva vrhunska, zelo vsestranska športnika, kapetan naše košarkarske ekipe na vozičkih Robi Bojanec in Dejan Fabčič, ki ga poznamo iz najrazličnejših športov, no tokrat pa bo nastopil v vlogi lokostrelca, to je njegov najnovejši, 3. velik šport, če tako rečem, ki je povezan s paralimpijskimi igrami. Dobrodošla, prijazno dobrodošla v naši družbi. Živijo, lepo zdrav. In če začnemo z Robijem in z lokostrelstvom, vprašanje, ki je vezano na zgodovino. Ponavadi imamo vedno malce zgodovine v naših kvizih, pa me zanima, kdaj je bilo lokostrelstvo prvič vključeno na paralimpijske igre. Kot ponavadi malce pomagamo, ali je bilo to v Rimu, Tokiu ali Tel Avivu. Naj pomagam, med temi prizorišči je bil najprej na vrsti Rim. Bi rekel kar, ja, prvi odgovor, Rim. Se pravi, Rim leta 1960, morda bi za sodnika kar prosila Dejana, če nama pomaga. Dejan, se strinjava s tem odgovorom? Ja, se strinjava, seveda. Mislim, da je bilo lokostrelstvo prvi paraolimpijski šport, ki je bil v bistvu predstavljen. Tako da, ja, je bil v Rimu. Tako, oba se strinjava, Robi, čestitke za pravilen odgovor, odličen začetek. Zdaj pa greva na drugo stran, k Dejanu. In tudi to vprašanje je vezano na zgodovino. Morda lažje ali pa ne, to bo Dejan povedal. Vprašanje pa je, tudi košarka na vozičkih je pravzaprav eden izmed tistih najbolj zanimivih športov povezanih s paralimpijskimi igrami. Vprašanje pa je pravzaprav preprosto. Ali je košarka na vozičkih bila prisotna na vseh igrah ali ne? Paralimpijskih seveda. Ne, čisto na vseh ni bila. Ja, Dejan, žal. Od Rima naprej je košarka na vozičkih prisotna, tako da žal. Že kar od začetka. Od začetka, tako da sta enakopravna v tem pogledu, lokostrelstvo in košarka. Ključna športa, skratka, in oba nastopata v teh res pomembnih disciplinah. Dejan, žal, odgovor ni bil pravilen, ampak kviz bo še dolg, tako da bo priložnost nadoknaditi tole začetno napako. Zdaj pa greva na drugo stran, k Robiju. Omenil bom ime Naroli Susan Farihal, ki je znana, in da malce pomagam, da bo vse skupaj lažje, potem da je kot prva osvojila zlato medaljo v lokostrelstvu na paralimpijskih igrah, ali pa je bila novozelandska športnica prva, ki je kot parašportnica nastopila tudi na klasičnih igrah v lokostrelstvu. Kateri bi bil pravilni odgovor? Se pravi, ali ima prvo paralimpijsko lokostrelsko medaljo, ali je kot prva nastopila na klasičnih igrah v lokostrelstvu, kot parastrelka? Jaz bi se odločil za drugi odgovor. Se pravi, da je Naroli kot prva nastopila na igrah klasičnih, tako je, drži, čestitke, Robi, res odlično. No, malce prej pa mi je Dejan postregel še z eno informacijo, da se je podobna zgodba odvila tudi na igrah v Riju, kjer pa je iranska tekmovalka nastopila tudi na klasičnih igrah, se pravi v povsem normalni konkurenci. Osvojila je, Dejan, mislim, da ste omenili 33. mesto, če se ne motim, potem pa je osvojila zlato v paralimpijskih igrah, oziroma na paralimpijskih igrah v lokostrelstvu, tako da tudi to pove marsikaj, kako izenačeni ste pravzaprav športniki danes v tem pogledu. Tako da, Robi, čestitke.
Zdaj pa greva na drugo stran, k Dejanu. Vprašanje, ki je vezano na pravila košarke. Pravzaprav verjetno veste, da je vse skupaj zelo podobno. Prava, klasična košarka na vozičkih. Naj pomagam, da so dimenzije igrišča povsem enake. Vprašanje pa se glasi, ali je tudi višina koša enaka pri obeh disciplinah košarke. 3:5 je višina koša. Jaz bi rekel, da je. Je? Dejan, čestitke, tako je. Ko sem jaz to izvedel, nisem mogel verjeti, kajti ko smo snemali nekaj videospotov za program Postani športnik in nam je Robi povedal nekaj več o košarki, res neverjetno, kako težko je vreči tako visoko žogo, kaj ne, Robi? Ja, konec koncev, ko gledaš hodečo košarko, vidiš, kako lahkotno mečejo na koš, potem pa si zamisliš, kako mi na vozičkih oziroma iz sede mečemo žogo na isto višino, se tako mogoče malo tudi zamisliš in vprašaš, kako je to mogoče. Ja. Ampak bom rekel, da s treningom se daleč pride. Tako da res neverjetno, kako zadevate tudi z razdalje, ko človek vse to spremlja. Torej gremo naprej k Robiju, k tretjemu vprašanju, ki je pa na nek način podobno temu iz košarke. Zanima me, ali je razdalja za lokostrelce v paralokostrelstvu enaka v primerjavi s klasičnim lokostrelstvom. Z izjemo seveda strelcev, ki imajo okvaro vida. Torej, ali je vse skupaj enako na področju razdalje ali ne? Z izjemo seveda strelcev z okvaro vida. Je. Se pravi, enaki pogoji, število strelov, razdalja. Dejan, nama bo pomagal? Ja, odgovor je pravilen. Z okriljenim lokom streljamo na 70 metrov, z sestavljenim lokom pa na 50 metrov. To je enako kot tudi športniki na invalidi. Skratka, Dejan, kaj rečeva? Robi se je dobro pripravil očitno na ta izziv. Ja, odlično pozna lokostrelstvo. Tako da, Robi, čestitke torej za pravilni odgovor. Zdaj pa gremo k košarki. Se pravi, vprašanje za Dejana. V košarki so pravila prirejena tako, da bi seveda športniki bili na nek način izenačeni znotraj ekip oziroma med ekipami, tako da je vsak košarkar nekako ovrednoten stopnjo telesne okvare in sicer z oceno od 1 do 4,5. Skupno število pa se potem sešteje teh točk in to število ne sme presegati številke 14 ekipe na igrišču. Ali to drži, ali je ta omejitev prisotna ali ne? Ja, je prisotna. Omejitev po točkah in mislim, da to je naloga trenerja, da drži v igri vse skozi ekipo, ki ne presega po točkah, če se ne motim. Ja, tudi Dejan mislim, da se odlično pripravi, oziroma Robi nama bo zdaj to potrdil, ali se motim ali ne. Ja, ta trditev drži in res je, da pač s temi številkami oziroma ocenami upravlja sam trener, ki pač sestavi svojo peterko. Tako da, Dejan, čestitke za odgovor, odlično vam gre. Zdaj pa gremo spet k Robiju. Omenil sem, da je Dejan Papčič zelo vsestranski športnik, kar je morda zanimivost, oziroma če morda ne ve, tudi odličen zdravnik v prostem času, kolikor ga, oziroma v profesionalnem času, se oproščam, v prostem času je čas za hobije, seveda. Pa me zanima, njegova športna plat, Robi, je, lahko bi rekli, stalen gost na paralimpijskih igrah, oziroma prekaljeni maček, veteran. Zanima me pa, v katerem športu se je že udeležil iger. Omeniti morate samo en šport. Bom rekel, da sta dva, ampak eden bo zadosti. Ali je nastopil kot strelec ali kot plavalec na paralimpijskih igrah, vaš nocojšnji nasprotnik? To bom pa čisto gibal, no. Jaz mislim, da kot strelec. Kot strelec? Ja. Ja, tukaj je Dejan je že odkimal, ampak tukaj mu bom mogel pripisati ničlo, kaj ti odgovoril je.
Mislim, da je najlepše, da Dejan malce predstavi to zgodbo. Začela se v bazenih, a ne? Ja, res v bazenih se je začela, tako da sem kot plavalec nastopil v Pekingu leta 2008, tako da potem sem šel pa v kajak, se pravi iz vode na čoln, tako da zdaj pa so vsi mi napovedovali, da bom šel v kakšno drugo agregatno stanje, ampak zaenkrat sem v lokostrelstvu. Ja. Tako da hat-trick boste skušali doseči s tretjim športom. V prvih dveh ste bili zelo, zelo uspešni, no. Zdaj pa je naš kviz znova izenačen, kot se na nek način spodobi, glede na to, kako izenačena tekmeca imamo danes. Na koncu pa zadajano vprašanje, ki je, ja, lahko bi rekli, kar zahtevno, oziroma malce loterijsko, če temu tako rečemo. Vprašanje pa je povezano s številom košev, ki ga je vaš tekmec dosegel na eni tekmi, na eni izmed tekem, in da bo vse skupaj lažje, ali je na tekmi dosegel, posamezni tekmi seveda, največ 10 točk ali največ 6 točk. Koliko? 10 ali 6? 10 ali 6. 10. 10 iz prve. Edini, ki lahko to najbolje potrdi, je Robi. Ja, odgovor je pravilen. Odgovor je pravilen. Čestitke, Dejan. Če bi rekel še kakšno višjo možnost, sigurno bi rekel še višjo. Tako da, ker to so res dobri teli košarkarji. Ja, ta šport je res atraktiven, zanimiv. Na koncu imamo še nekaj malega časa, pa bi vaju čisto na kratko vprašal, vajni načrti zdaj v kratkoročnem obdobju. Malce se je ta situacija z virusom umirila. Kaj imate torej v načrtu v prihodnjih dneh? Morda Robi najprej, ker je Dejan zdaj odgovarjal na vprašanje. Konec koncev, kot sem že na začetku dejal, se nam približuje NLP vikend, ki se bo odvijal naslednji vikend, se pravi 11., 12., 13. junij. Upamo, da dosežemo čim boljši rezultat, ciljamo, bom bil kar direkten na sam vrh, se pravi, to je regionalna liga, kjer tekmujejo tudi ekipe iz Bosne, Hrvaške in pa Srbije, tudi slovenska ekipa je, tako da bom rekel, da imamo mi treninge že skoraj en let neprestano, neprekinjeno, no? In upam, da se nam bo obrestovalo. Za naprej pa upam na malo počitka med poletnim časom, potem pa oktobra spet začnemo s treningi naprej. Veliko uspehov želim seveda. Dejan, kako pa je pri vas? Tudi vi ste seveda polno zasedeni v teh dneh. Ja, pri nas pa nekako prihaja zdaj vrhunec sezone. Zdaj v juniju se udeležim še tekme na Slovaškem in na Češkem. Potem prvi teden v juliju, se pravi od 4. do 10. pa imamo že svetovni pokal, na katerem je tudi tekma za pridobiti paraolimpijsko kvoto. Tako da to nekako nam je glavna tekma v sezoni. Za Evropo so prosta še 3 mesta, tako da bo res zelo težko to dobiti, ampak bomo videli, no. Če pa uspe potem dobiti kakšno kvoto, potem pa prestavimo ta vrh sezone še za kakšne 2 meseca naprej v Tokio. Vsekakor držimo pesti za oba, da bi uresničila te načrte, in seveda najlepša hvala, da sta bila v naši družbi in sta nam povedala tudi marsikatero zanimivost iz zakulisja vajnih disciplin. Hvala. Hvala tudi vam. Za konec našega tokratnega druženja pa še rubrika Mladi up. V njej je tokrat gost Sebastian Osrečki, ki tekmuje v odbojki sede. Kdo sem in kaj treniram? Sem Sebastian Osrečki, študent mehatronike, treniram odbojko sede. Kdo skrbi za tvoj športni razvoj? Za moj športni razvoj skrbi glavni trener Simon Božič in pa njegov pomočnik Branko Mihorko in pa seveda moji starši, ki glede na to, da sem študent, omogočajo vse stroške, ki pridejo s tem verjetno z mojimi treningi. Kaj pa ti nasplošno pomeni šport?
Šport mi pomeni zelo veliko. Z njim se ukvarjam praktično že od otroštva. Tako da sploh pa skupinski šport, ekipni šport mi veliko pomeni. Kaj te motivira na najbolj siv dan, da se spraviš na trening, ko je zunaj dež ali pa ko sneži, ko je hladno, ko bi vsak raje ostal doma na kavču? V bistvu takega dneva, ne vem, če je bil kdaj. Vedno komaj čakam, da je trening. Imel bi jih še več, če bi bilo možno. Tako da za mene ni sivega dneva glede športa. Torej je motivacija vedno prisotna na tisti najvišji ravni. Tako. Super. Kaj pa so tvoji cilji za prihodnost v športu? Kaj je tisto, kar te žene naprej vsak dan? Kakšna velika tekmovanja, če bi se nam uspelo vrstiti. Paraolimpijske so nek vrh teh ciljev. No, super. Jaz upam, da vam uspe. Hvala. Ja, jaz tudi. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.